Sašo Šketa, Lidlov ambasador, pravi, da se mu je zaluštalo jabolčne pite, ki jo je pripravljala njegova stara mama. Pa naj zato naredi malo luštov tudi nam, dokler je ne spečemo sami doma. Tako jabolčno sladico lahko pripravimo za vsako praznovanje, pa tudi samo zato, da podcrkljamo sebe. Dobrodošli, dragi moji, v Sladki akademiji. Danes se mi je zaluštalo jabolčne pite. Spomnil sem se na pito, kot jo je pekla moja stara mama in sem jo poskusil vsaj približno tako dobro poustvariti. Tole je moj poskus na babičino jabolčno pito. Tale pita je sestavljena seveda iz krhkega testa. Tega damo na dva dela, eno spodaj, eno zgoraj. Vzgoraj smo mi doma delali tole prikupno mrežo. Lahko jo pa tudi kar v celoti date eno plahto testa, čez pa bo tudi enako okusna. Vmes imamo pa čudovit nadev jabolk, ki sem ga pa obogatil še z malce masla in karamele. Pa še limonine lupinca se noter skriva. Zdaj pa dajmo tole kar poskusiti, preden se lotimo peke. Upam, da sem vas prepričal. To je taka res zelo udobna jesenska sladica, domače pecivo, ki pač nikoli ne razočara. No, ful je dober. Res je vrhunsko. O, jam. Fajn je pa, če en dan odstoji, preden jo postrežete. Gremo speč. Za testo najprej v skledi premešamo suhe sestavine. Moko, sladkor v prahu ter še začimbe, cimet, muškatni orešček in malce soli. Zdaj na tej točki vzamemo pa še hladno na kocke narezano maslo, 250 gramov ga imamo. Dodamo k suhim sestavinam in še en trik, kako naredimo res tako prijetno krhko testo, je, da gremo zdaj z rokami in to maslo malce zdrobimo in pomešamo z moko. Tako da nastanejo grobe drobtine, potem gremo pa tole vse premešati še v mešalniku. Suhe sestavine in maslo zdaj premešamo v mešalniku, tako da je na grobo vse skupaj povezano, vmes pa vzamemo kislo smetano in jo skupaj z vaniljo premešamo k rumenjakoma. Tole dobro razžvrkljamo, nato pa dodamo v skledo mešalnika in vse skupaj testo dobro zamešamo. Takole testo pride ven lepo povezano, zdaj pa tole damo na dva dela, jaz bom kar stehtu, potem pa v hladilnik počivati. Polovica testa bo za dno pite, potem grejo jabolka in na vrh bomo naredili še lepo mrežo. Sicer imam pa jaz 410 gramov za polovičko. Eno polovico testa zavijem v folijo in postavim v hladilnik. Te drugo vzamem pekač obložen s papirjem za peko, tole enakomerno razporedim po dnu, prepikam z vilicami in prav tako postavim na hladno. Tudi tale polovica gre zdaj v hladilnik za pol urce, potem bomo pa tole slepo spekli, zato da bomo ohranili čim bolj krhko dno, da ne bo preveč sočno od jabolka. Zdaj pa še glavna stvar pri tej piti in to so jabolka. Pomembno je, kakšna jabolka izberemo, naj ne bodo preveč mehka, preveč kašasta. Jaz uporabljam mešanico Jona Gold in tukaj imam še bio jabolka Gala. Kilo pa pol jabolk zdaj olupimo, naribamo, potem jih bomo pa pokuhali skupaj s karamelo. Polovico testa, ki smo ga ohlajali v pekaču, damo zdaj v ogreto pečico in opravimo slepo peko, tako bomo dobili hrustljavo dno pite. Vmes pa jabolka olupimo ter naribamo, počasi pripravimo tudi karamelo v lonec, stresemo sladkor in ga nežno segrevamo, tako da bo karamela postala zlato rjavkaste barve. Potem karameli primešamo maslo, nato pa, ko je maslo stopljeno, dodamo še jabolka. Zdaj na tej točki dodamo pa še jabolka in bomo tole kuhali, tako da se znebimo kar velike količine vode. Tale jabolčni nadev zdaj kuhamo na srednjem ognju približno 10 do 15 minut, tako da poreduciramo tekočino od jabolk. Ko je vse skupaj pripravljeno, dodamo še cimet, naribamo limonino lupinico in pa nekaj limoninega soka. To prilagodite sladkosti svojih jabolk. Dobro premešamo, nato pa prestavimo v skledo, da se jabolčni nadev ohladi.
Na koncu primešamo še mandlje. Ko je prva polovica testa pečena, jo vzamemo iz pečice in še en majhen trik, tole premažemo z marelično marmelado. Takole, še malo pa smo, testo imamo zdaj premazano z marmelado, to je en tak mini dodatek, ki ga jaz rad dodam pri tej piti, lahko ga pa tudi izpustite, doda pa prijetno globino okusa in malce kisline, kot ima ta marmelada. Marmelado pa porabite kar tisto, ko imamo za filanje krofov. Zdaj pa te drugo polovico testa razvaljamo na malce večjo dimenzijo, kot je pekač, tale je približno 30x20 in bomo razrezali še mrežo, ki jo bomo prepletli po vrhu. Drugo polovico testa razvaljamo na malce večjo površino, kot je površina našega pekača, nato pa po diagonali izrežemo za približno centimeter oziroma prst široke trakove. Jabolčni nadev je zdaj ohlajen. Če se sprašujete, zakaj se ga ohladi, ker bom prepletal mrežo in ker je testo precej masleno, ne sme biti toplo, ker sicer se nam testo vzgoraj, ta mreža preveč zmehča in se začne trgati in bla, bla, bla. Pač ohladite ga, pa bo vse v redu. Nekateri pa tole pito naredijo tudi tako, da samo še eno takolo plast testa razvaljamo in položimo čez, brez da je mreža. Tudi to lahko naredite, če se vam ne da delati mreže, ampak dejno, lahko kaj luštate mreže, so te videli, to se splača potruditi. Jabolčni nadev zdaj enakomerno razporedimo, nato se pa lotimo zlaganja zgornjega dela testa. Takole po diagonali razporedimo trakce in jih potem prepletemo. Na takšen način lahko izmenično prepletamo trakove, pomagamo si tako, da jih vsakega drugega takole dvignemo, privzdignemo in potem bo šel čez enega, pod drugim in spet čez enega in spet pod drugim. Tako bo pita izgledala zelo lepo prepletena. Malo testa vam bo ostalo, z tega lahko naredite še fine piškote. Zdaj pa tole premažemo še z marmelado in damo v pečico. Nekje dobre bolj 40 minut, ki se bo tole peklo. Po vrhu jo še premažemo s topljeno marelično marmelado, nato pa gre tole v pečico. Pečemo jo približno 40 do 45 minut, potem pa jo pustimo, da se popolnoma ohladi. Jaz jo rad dam kar čez noč v hladilnik, lahko pa ostane tudi na sobni temperaturi. Naslednji dan je tale pita namreč najbolj okusna, ko se vsi sokovi in okusi enakomerno porazporedijo in povežejo. Želim vam dober tek in veliko zabave pri peki. Še več receptov pa najdete na YouTube kanalu Lidl Slovenija Sladka akademija Sašem.